Danas imamo z nami v studiu dr. Zvone Žigon, odpravnik posla v ambasadi Slovenije v Canberri. Dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Letos Slovenija praznuje 20. obletnico samostojnosti. Zakaj je ta obletnica tako pomembna? To je pravzaprav rojstni dan države Slovenije. Slovenci smo vedno bili nekako v okviru drugih držav, v okviru drugih državnih tvorb, bodisi kot republika v okviru Jugoslavije, bodisi pokrajina, bodisi karkoli že, ampak nikoli pa samostojna država Slovenija, tako da 20-letnica dejansko pomeni trenutek, ko je Slovenija postala samostojna, in mislim, da je prav, da se ta obletnica dostojno proslavi, tako v Sloveniji kot na tujem. Konec koncev smo lahko ponosni na teh 20 let, kajti če pomislimo iz nekako enega novorojenčka, smo postali res, bom rekel, ne samo na papirju, ampak tudi sicer dokaj pomembna, majhna, ampak pomembna država. V teh 20 letih smo se vključili, torej dosegli smo mednarodno priznanje od vseh držav, vključili smo se v Združene narode, postali smo celo članica Varnostnega sveta Združenih narodov za eno obdobje, konec prejšnjega desetletja. Tako da, potem seveda Evropska unija, vstop v Evropsko monetarno unijo, se pravi, dobili smo evro, postali smo članica NATO in nazadnje tudi članica OECD-ja, torej najpomembnejše gospodarske združbe, bi rekel. Tako da res Slovenija je dosegla praktično vse, kar lahko neka država doseže, in to v pičlih 20 letih. Tako da dejansko tale novorojenka je v 20 letih zrasla v že kar nekako zrelo gospodično ali pa gospo, kakorkoli, žensko. Kako je sploh prišlo do razglasitve samostojnosti? Torej, seveda skupaj se je začelo precej prej. Jaz sem bil takrat še razmeroma mlad. Spomnim se, da smo v srednji šoli v zadnjih letnikih lahko že kar svobodno razpravljali in govorili o tem, kako je potrebno imeti pač pluralizem, večstrankarski sistem in podobno. In zaradi tega pač nismo bili, bom rekel, kaznovani ali kaj podobnega. To je bilo recimo v drugi polovici 80-ih let. No, potem bolj tak, pa čeprav sem jaz tudi sam recimo bil enkrat na policiji zasliševan pod pretvezo neke druge stvari, potem so nas pa spraševali čisto politične zadeve, seveda. No, ampak potem pa recimo moj tak prvi bolj intenziven spomin na dogodke v zvezi s samostojnostjo pa sega v leto 1988, ko sem kot pevec Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič stal na odru na Kongresnem trgu, ko smo imeli prvi veliki miting, prvo veliko zborovanje, ki je bilo namenjeno osvoboditvi četverice, tako imenovane četverice, se pravi Janez Janša, Borštner, Zavrl, Tasić, ki so bili zaprti, zaprla jih je jugoslovanska armada. No, in takrat je prišlo do zborovanja z okoli 25.000 zborovalci in še dan današnji me kar srh spreleti, ko se spomnim, kakšni občutki so me takrat prevevali, ko smo peli Lipa zelenela je in pa Zdravljico, bodočo slovensko himno, in se nam je pridružilo vseh 25.000 grl. To je bil res en tak zgodovinski trenutek. Od takrat dalje smo vedeli, da nam nihče nič ne more, da lahko delajo z nami kar hočejo, ampak mi bomo preživeli in imeli bomo svojo Slovenijo. In vse ostalo, če tako rečem, potem kasneje je bilo samo vprašanje tehnike ali pa torej kako nekako, pa taktike, no, kako to izpeljati, ampak osnovna ideja, osnovna želja pa je bila takrat dokončno potrjena. To je bila prva taka res velika odločilna iskra. No, potem so prišla pa seveda leto 90 in pa 91. Leto 91, pač ko se je junija meseca razglasila samostojnost in ko smo imeli tudi kratko vojno, v kateri sem tudi sam sodeloval kot vojak na strani Slovenske vojske.
to bi je bilo, jaz bi rekla, da to bi bilo nekaj strašnega, prvič držati puško v roko. No, seveda, ko smo pač glasovali o tem, da bomo samostojna država, nismo niti razmišljali o tem, kaj vse to pravzaprav lahko pomeni. No in kar je po svoje prav, da nismo razmišljali, ne? Da se ne bi vnaprej česarkoli bali. Ampak takrat potem je bil duh tako močan, da smo bili pripravljeni pravzaprav dejansko storiti vse. In takrat je bil res en tak zelo nenavaden trenutek v mojem življenju, ko sem pač dobil puško v roki, ko sem bil oblečen v uniformo in ko sem rekel, a zdaj bom pa jaz dejansko streljal na druge ljudi, oziroma a bodo oni name, ali bom jaz koga res ubil, ali bo kdo mene ubil, pa bom jaz dal življenje za Slovenijo, ne. To so bili res taki izjemni trenutki spet. No, hvala Bogu, potem na koncu koncev sem imel to srečo, da mi ni bilo potrebno streljati, ampak se je stvar nekako vendarle rešila po drugih poteh in smo pač postali država samostojna in potem tudi varna država, bom rekel, v razmeroma kratkem času in z zelo malo žrtvami. Tako da ja, so bili zanimivi časi. Verjamem. Ali bi nam lahko razlagali, kaj je razlika med 26. decembrom in 25. junijem? 23. decembra je bil leta 1990 je bil v Sloveniji plebiscit oziroma referendum, na katerem so se Slovenci odločili, da hočejo imeti samostojno državo Slovenijo. 3 dni pozneje, 26. decembra, pa so bili rezultati tega referenduma, tega glasovanja, razglašeni v parlamentu slovenskem oziroma takratni skupščini. In s tistim trenutkom, tistega dne, je dobila slovenska vlada nalogo, da pripravi vse potrebno, da izvrši vse, kar je potrebno za to, da bo Slovenija v roku pol leta postala samostojna država. In tako je potem dejansko čez pol leta, 25. junija 1991, prišlo do slovesne razglasitve samostojne države Slovenije. Lahko bi rekel, da je bila, bom rekel, decembra Slovenija spočeta, rodila se je pa čez 6 mesecev kasneje, ne? Pa to ne pomeni, da je bila nedonošenka, ampak je bila kar zdrava deklica, dajmo temu reči, ne? No, in zato tudi se imenuje 26. december, se imenuje dan samostojnosti oziroma neodvisnosti, medtem ko 25. junij se pa imenuje dan državnosti. Takrat smo postali država, samostojna država. To je ta bistvena razlika. No in ta 25. junij tudi se šteje kot dan državnosti, kot tukaj bi rekli National Day ali pa Australia Day, recimo, ja, v tem smislu, ne, tako. To je ta glavni, bom rekel, praznik, ne. No, hvala lepa, ki ste odgovarjali na naše vprašanje. Kakšni pa so vaši načrti po vrnitvi v Slovenijo? Torej, jaz sem bil imenovan na to pozicijo tukaj v Avstraliji za obdobje 5 mesecev, pravzaprav samo, torej šlo je samo za začasno imenovanje. No, ta mandat so mi potem podaljšali iz 5 na 11 mesecev, se pravi, da odhajam 30. junija definitivno, čez 3 mesece se pravi, odhajam v Slovenijo, ne grem na nobeno drugo diplomatsko predstavništvo, ker potem, ko sem bil 4 leta v Ameriki, v Clevelandu, niti ne 1 leto doma, pa zdaj spet skoraj 1 leto v tujini, si želim biti nekaj časa, absolutno si želim biti doma, tako da bom v Sloveniji. Zdaj, ali bom delal na ministrstvu za Slovence, na uradu za Slovence po svetu, ali pa na ministrstvu za zunanje zadeve, to še ni natančno dogovorjeno, se nismo še pogovarjali, ampak tu nekje bom, se pravi, še vedno na razpolago, kakorkoli že pravzaprav tudi vsem vam rojakom v Avstraliji in seveda drugod po svetu. Vam želimo srečno pot in vse najboljše v bodočnosti. Hvala lepa še enkrat, ki ste prišli v studio danes. Hvala tudi vam, hvala, ker ste me povabili v studio. Vsem rojakinjam in rojakom pa želim že zdaj iskrene čestitke ob dnevu državnosti, ob 20-letnici samostojnosti Slovenije in vsem bi se rad tudi zahvalil ob tej priložnosti za vse, kar ste naredili tukaj po svojih močeh za to, da je bila Slovenija, da je postala samostojna država in predvsem pa, da jo je priznala tudi Avstralija oziroma da je Slovenija postala dejansko
enakopravna članica mednarodne družine. Tako da še enkrat hvala, iskrene čestitke in srečno.